V tem nasvetu bomo izvedeli, kaj sem sadil na vrt hitro v mesecu marcu in pravzaprav katero je tisto prvo škropljenje, ki ga upravim povsem ekološko in na ta način tudi pomagam vrtninam, da hitrejše rastejo, imamo pa še druge bonitete. No, tukaj rastejo solata in pa nadzemna kolerabica. Pri nadzemni kolerabici je treba paziti, da je ne sadimo pregloboko, da v vetru lepo plapola. Če pogledamo naprej, pa vidimo tukaj rdečo peso iz sadik. Pri rdeči pesi iz sadik smo odstranili konkurenčne rastlinice, pustili samo eno, ki se bo lepo razvila. Tukaj vmes raste por, rdeča pesa zakrije ta vmesni prostor in potem je treba manj okopavati, manj zalivati, manj je tudi plevela. No, sedaj pa s temu prvemu škropljenju. Jaz uporabljam za prvo škropljenje kar mikroniziran kalcit oziroma pripravek Foliomax. Na ta način seveda poskrbim, da so rastline v tem času v boljši kondiciji, izboljša se jim metabolizem, hitrejše rastejo. Pri solatah pa seveda pomaga tudi to, da potem polži mogoče nekoliko manj radi hrustajo liste solate. Opazil sem, da sorta Canasta je še manj občutljiva na polže. Imamo tudi številne druge prednosti, ki jih bom omenil v nadaljevanju. Poškropim pa vse rastline in takrat, ko ni vetra, za boljšo opremljivost pripravka pa lahko dodate še kakšno kapljico ali dve detergenta. Na ta način se vse skupaj bolj oprime rastlin, rastline bolje rastejo in tudi imamo na vrtu potem nekoliko manj stresa. No, pa poglejmo, kaj vsebuje mikroniziran kalcit in kako vpliva na rastline. Suspenzija, s katero škropim rastline, vsebuje kalcij. Kalcij pomaga solati, da so listi bolj čvrsti. Pri paradižniku pa lahko rečemo, da preprečimo črnenje dna ploda, še posebej v vročem, suhem poletju, ko je treba kalcij dodajati skozi list. Pripravek Foliomax vsebuje tudi silicij. Silicij pa se vgradi v celične stene, naredi liste slabše prebavljive za škodljivce, ki jim pravzaprav manj teknejo, zato polži, gosenice in pa ostali škodljivci, ki grizejo in sesajo, delajo manj škode. No, če pogledamo naprej, pa seveda je pomembno tudi to, da so listi bolj zeleni. Na to vpliva železo, ki ravno tako je dodano, in pa še nekaj magnezij. Magnezij je srce klorofila in na ta način pospešimo še fotosintezo. Mangan pa aktivira še določene druge procese, kateri so ključni za hitro rast, razvoj rastline in tako imamo tudi bolj bujen in večji pridelek. Pripravek Foliomax mešamo zelo enostavno. Ta količina je 300 gramov in 300 gramov praktično zadošča za 3 leta. Za vrt veličine 100 do 150 kvadratnih metrov. Jaz sem dodal žličko in pol, to pa zato, ker ena žlička je približno 5 gramov in 5 gramov zadošča za liter vode. Tukaj imam posodico, kjer pripravim suspenzijo, potem pa dodam v škropilnico. V škropilnici je že tretjina voda, dolijem še suspenzijo in potem dodam vodo. Dobro je, da se vse skupaj dobro raztopi, premeša. Na ta način enostavno je suspenzija pripravljena za škropljenje tako, kot je treba. Potem pa škropimo zjutraj ali pa zvečer, običajno na 14 dni ali pa enkrat na mesec. Jaz predvsem vrtnine škropim bolj pogosto, sadno drevje pa vinsko trto pa običajno na obdobje enega meseca, tako da vinska trta štarta z rastjo nekoliko kasneje in enostavno dosežemo svoj učinek. Učinek pa je ta, da je listje bolj zeleno, pridelek nekoliko hitrejše dozori, ima tudi večjo sladkorno stopnjo, kar je v vinogradu pravzaprav zelo zaželeno. Sadje pa ima daljšo skladiščno sposobnost,
To si vsekakor tudi želimo. Na jabolkah ni grenke pegavosti, tudi to je dobra lastnost, zato ker pripravek Folio Max vsebuje tudi kalcij in na ta način imamo potem tudi na sadnem drevju manj težav. V škropilnici dodamo vodo do vrha, pri nas imamo škropilnico 1,5 litra, potem pa vse skupaj dobro pretresemo, kajti to je zelo pomembno, da se enakomerno vse skupaj raztopi. Kasneje pa pravzaprav začnemo s škropljenjem, vedno pa porabimo vse do konca. Po končanem škropljenju pa obvezno operemo škropilnico in šobe, da se nam slučajno kaj ne zamaši. Pripravek Folio Max je povsem nenevaren za ljudi, domače živali ali pa čebele. Solato pravzaprav lahko škropimo in jo potem samo operemo, nič ni škodljivega. Izdelek je primeren za biodinamično in pa ekološko kmetijstvo, tako da z njim prav nič ne tvegate. Kar se tiče mešanja z ostalimi pripravki, pa naj povem, da predvsem ga ne mešamo s kislimi pripravki, najboljše deluje samostojno. Predhodno mešanje pa seveda preverimo z manjšo količino škropiva, če se nič ne seseri, seveda lahko škropimo, drugače pa ne. No, to je bilo nekaj nasvetov glede Folio Maxa in pa mikroniziranega kalcita. Na našem vrtu že vse lepo raste, predlagam, da tako poskrbite za sadike tudi vi. Sledite nam na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, spletni strani Zeleni svet in pa TikToku.